Torej, Bitcoin je dosegel novi all-time high. In vprašanje je, kaj bomo zdaj? Čas je, da si ogledamo tako scenarij za bike, kot scenarij za medvede. Ok, smo na tedenskem grafu in imamo logaritmični prikaz. Ker tukaj najprej vidimo, imamo neko risbo že odprej, to je padajoči, razširjajoči klin, ki je bikovski vzorec. In takrat se prav spomnim, ko so se mi vsi smejali, ko sem rekel, Bitcoin bi se znal obrniti in postati bikovski. No, in to se je takrat tudi zgodilo, ampak več o tem zdaj v bikovskem scenariju. To je del, kjer si bomo najprej ogledali medvedji scenarij. In medvedji scenarij je sledeč. Če jaz tukaj povežem tele vrhove in če na to povežem še dna, malček še popravim tukaj, lih tako, da bomo točni, pa tega še malček potegnem, evo. Kaj dobimo ven? Dobimo ven točno nasprotje tega, kar smo imeli prej. In to je razširjajoči, naraščajoči klin, ki je medvedji. Zdaj, ta je novi, ki se je prikazal. In trenutno se dotikamo točno njegove zgornje meje. Tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo tukaj. Trenutno nam RSI ne kaže nobenih divergenc, to izgleda dobro. Ampak, slučajno, če bi se tale vzorec izvedel, lahko nekako simuliramo tarčo. Trenutno imamo najvišjo točko tukaj. In če to potegnemo na možno mesto preboja, recimo, da prebijemo nekje tukaj, bi mi lahko preko tega dosegli 10.000. Zdaj, marsikdo se bo smejal in bo rekel, to je nemogoče, ampak ponavadi je tako, ravno takrat, ko si večina misli, da je nekaj nemogoče, ravno takrat se to tudi zgodi. Tako da nikoli ne reč, da je nemogoče. Vedno se reče tako, ok, to je ena možnost in bomo spremljali ceno ob padcu navzdol. To je vedno treba tako delati. Zakaj? Imamo tukaj tole simulacijo tarče, ki ni nujno, da se izvede. In imamo tudi kar nekaj mej na poti navzdol. Tukaj je ena, pa potem je tukaj na tem območju ena, se spomnite teh 30.000, pa potem imamo spet tukaj eno, na okoli 20.000 in tale je tudi precej pomembna, na okoli 15.000. Tako da povsod na teh mejah, če jih dosežemo, bo treba gledati in spremljati, kakšno je dogajanje v gibanju cene, kakšne vzorce delamo. Ali se bo padec nadaljeval, ali bomo imeli morda preobrat. Stokastika RSI tudi kaže počasi, kot da bi se rad križal navzdol, ampak kar se tiče medvedjega scenarija, je načeloma to. Vsekakor spremljati, kaj se bo dogajalo tukaj zdaj na tej zgornji meji. To je to, torej za medvedji scenarij bom jaz zdaj tole zbrisal, da nas ne bo motilo ko bomo risali za bikovski scenarij. Ok, pa preidimo na bikovski scenarij zdaj. Zdaj eno najpomembnejše vprašanje je, kdaj bomo imeli popravek. Ker preko popravka bomo tudi izvedli, kaj pravzaprav imamo. Oziroma, če to sploh bo popravek. Na začetku leta 2023, januarja 2023, sem izrisal nekaj zanimivega. Tukaj imamo torej tale padajoči, razširjajoči klin, ki je bikovski. In izrisal sem tudi njegovo možno tarčo oziroma simulacijo tarče. Malček, da zadanem, ekola. Torej, če to višino prenesemo na mesto preboja, bi mi tako dobili tarčo na nekje okoli 85.000, 87.000. Zdaj, zanimivo je, da bi ta tarča sovpadala tudi s povezavo teh dveh vrhov tukaj. Malček moram še popraviti, tale vrh, evo, pa še tegale. Drugega, da se lepo ujame. Zanimivo je predvsem to, da bi se tole ujemalo s to simulacijo tarče tukaj, ki smo jo naredili v januarju 2023. Torej, da bi lahko dosegli 85.000–87.000. In potem imamo morda nek popravek. Zdaj, še en bikovski scenarij je, ki je zelo zanimiv.
In to je teorija oziroma špekulacija, da se nam tukaj dela zdaj en velik obrnjeni vzorec head and shoulders oziroma obrnjeni glava in rame. Zdaj tukaj moram opozoriti, zelo je odvisno od tega, kje bomo tukaj naredili vrh. Tukaj mi še nismo naredili vrha. Oziroma nimamo še potrditve, da smo naredili tukaj vrh. Zato bom jaz zdaj trenutno izrisal takole. Tukaj imamo levo ramo, pa potem imamo glavo, ki se lahko povezuje vse do sem. In potem možnost je, to je zdaj čista špekulacija, da naredimo še desno ramo, torej 50% popravek, vse do dol, vse do teh 30.000, ki smo se prej toliko borili z njimi, in potem povratek navzgor. Zdaj to je vse za vedeti od več dejavnikov. Ta prvi je, ali smo tukaj zdaj naredili vrh. Če ne, možnost je iz prejšnjega bikovskega scenarija, da pridemo tudi do 85.000 in od tam naredimo popravek in podoben vzorec obrnjenega head and shoulders. Potem ta druga stvar, treba bo spremljati, če se tole izvedeti, kaj se bo dogajalo na tej meji tukaj in kaj se bo dogajalo na tej meji 30.000. Kakšen vzorec bomo imeli, se bo padec nadaljeval ali bomo dobili preobrat. In ta tretje vprašanje je, kako se bo na teh mejah obnašal trg. Ali bodo vsi govorili, to je samo popravek, je treba samo DCA-jati notri, ker v tem primeru bo pač treba delati v nasprotju s tem, v nasprotju z večino. Ali bodo vsi doom and gloom, da bodo vsi prodajali, to bo padalo še naprej, to je vse scam in podobno, kar bo tudi treba delovati v nasprotju z večino. Vsekakor bomo to sproti spremljali tudi na Patreonu, tam spremljamo tudi tehnične analize na manjših časovnih intervalih. Trenutno na 4-urnem časovnem intervalu spremljamo, če se bo dosegla meja 73.000. Tako da, če vas zanima, se kar prijavite tam, lahko skupaj podiskutiramo, če imate morda kakšno vprašanje. Je urejen brezplačni trial, tako da lahko sprobate brezplačno. Tako da ja. Vprašanje, ki mene zdaj zanima tukaj najbolj od vseh je, ali smo tukaj zdaj naredili vrh, ker to bi tudi potrdilo medvedji scenarij, ali če se bo izpeljal kateri izmed bikovskih scenarijev. Na tem mestu bi se rad zahvalil še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tegale kanala. Če želite morda tudi vi postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda, v zameno za podporo dobite dostop tudi do dodatnih vsebin. S prvim paketom do dnevnika tehničnih analiz, kjer ne spremljamo samo kripta, ampak tudi druge trge. Z drugim paketom više, pa dobite dostop tudi do Discorda. Tam smo se zbrali kar v redu skupinca, kjer skupaj diskutiramo, kakšno je dogajanje v kriptu, drugih trgih in skupaj tudi spremljamo manjše časovne intervale. Tudi katere altcoine kdo kaj spremlja in tako naprej. Discord je kar lepo zaživel. No, ampak to še ni vse. Patroni imajo potem tudi poseben popust na moji spletni trgovini. Toliko, kot so prispevali do časa nakupa, lahko uporabijo kot dobro imetje. In nekateri lahko tako celo nakupujejo zastonj. No in ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Gor je že kar nekaj indikatorjev, imamo naprednejši RSI, imamo naprednejši MFI, imamo RSI, ki se prikazuje direktno v svečkah, in tudi MFI, ki se prikazuje direktno v svečkah. Poleg tega pa je tukaj še ARI, indikator, ki ti kot mapa kaže, kam na kriptotrgu se pretaka denar. Ali se pretaka v Bitcoin, ali se pretaka v altcoine, ali se pretaka v stablecoine. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o teh analizah? Se strinjate z njimi, se ne strinjate z njimi? Na kateri strani ste vi, bikovski ali medvedji? Vse to me zelo zanima, zato ne pozabite komentirati spodaj pod videom in z veseljem bom tudi podebatiral z vami. Zdaj pa, kaj sledi? Kar precej stvari. Gibanje cene Bitcoina je kar turbulentno, tako da bomo to spremljali še naprej. Poleg tega bomo preverili tudi kakšen popularen altcoin, kot smo na primer na zadnje Kaspo.
Izpostavil bom še nekaj medijev, ki vam naravnost lažejo z lažnimi grafi, kot sem to tudi že enkrat storil. In še. Zanimivi videi bodo, ne bo se jih splačalo zamuditi. Zato je tudi najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. In to takoj, čim ga naložim in objavim. Hvala vam, da ste bili danes z mano, zdaj vas pa še lepo pozdravljam. Imejte se fajn, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.